Koliko med vami vas ve, kaj je tole? Ok, verjetno večina, ker vas na tehničnem vsako leto vprašajo, če imate prvo pomoč in če je datum veljavnosti še pravi. Tukaj le piše, 5 let je lahko največ stara, mimogrede. Koliko vas pa zna to uporabiti? Ok, tukaj le imam 2 seta prve pomoči, tale za motoriste, tale pa za avtomobiliste. Evo, tale je še nedotaknen, vidite še v foliji, pa v bistvu ni več ustrezen, ker je prestar. Evo, datum. Torej, najprej bomo pokazali komplet prve pomoči za motoriste. Notar imamo povoje, zaščitne rokavice, mikroporček, tudi kako lahko pomagamo, en blokac, gazice, trikotno žuto za oskrbo opeklin, komprese sterilne, zaščitno folijo za predihavanje in škarice. S to prvo pomočjo lahko motorist nekomu reši življenje. Lahko pomaga pri srčnem zastoju oziroma v hudih utrganinah, zaustavljene krvavitve v oskrbi utrganine. Ok, tu imamo pa komplet prve pomoči za avte. Torej, tle pa imamo več stvari. Spet imamo astrofolijo, gazice, povoje, isto mikroporček, isto imamo zaščitno folijo za predihavanje, škarice, tako da isto, samo večja količina zaščitne rokavice. Tako da s tem ponovno lahko rešimo nekomu življenje pri srčnem zastoju, pri zaustavljenih hudih krvavitvah, oskrbi amputiranih udov oziroma utrganin ter seveda za ogrevanje, ohlajanje. Če bi jaz prišel do mesta nezgode, kaj lahko naredim? Vi kot laik najprej seveda poskrbite za lastno varnost, potem varnost ponesrečenca, motorista mogoče, voznika osebnega vozila, potem pa pristopimo. Če se oseba odziva, stoka za bolečinami, jo pustimo na miru, ne snemamo čelade v primeru motorista, v primeru voznika ga pustimo v vozilu, razen seveda, če ogroža njegova nevarnost, torej kakšna eksplozija vozila oziroma karkoli drugega, in potem pokličemo številko 112, povemo, kaj se je zgodilo. Največkrat je, da motorist leži na tleh, negibno, stoka za bolečinami, ljudje pa, očividci pa grejo naprej in rečejo, se smo poklicali številko 112, leži tam. Ustavite se, mogoče rab kakršnokoli drugo pomoč, zavarujte kraj, s tem, ko zavarujemo kraj, zavarujemo tudi tega poškodovanca. Naprimer, kot laiki lahko rešimo življenje vsakemu. Torej, v tem primeru, če se v primeru motorista odziva, pustimo njega, pustimo čelado. Če se ne odziva, ko pristopimo in vidimo, da ne diha, da sva dva, probava sneti čelado in začneva s temeljnimi postopki oživljanja. Snamava čelado, seveda, če sva izkušena, in tudi, če bi videla, da izpod čelade obilno krvi, torej morava zaustaviti obvezno to krvito, ker nam bo izkrvavel. Oziroma, če vidiva kakšno utrganino oziroma kakšno hudo krvitev, jo probamo zaustaviti. S tem rešimo njegovo življenje. V tem primeru, če bi se odpeljali naprej, bi on nam lahko izkrvavel. Razumem. Ampak samo v takem primeru, sicer pa vedno pustimo in počakamo. Tako, ja. Pacienta oziroma poškodovanca ne premikamo, oziroma razen, če grozi njemu nevarnost, torej, da je kakšna tema, za ovinkom leži, da je nepregledna cesta, oziroma da sledi lahko kakšna eksplozija iz vozila oziroma kjerkoli drugega. Pri avtomobilistih je najbolj problematično oziroma najbolj nevarno, ker sedijo za volanom. Nevarnost je, da airbag ni sprožen, da ga lahko airbag poškoduje. Zato moramo mi kot laiki moramo zelo to biti pozorni in pokličemo številko 112. Razen, če sledi kakšna možnost eksplozije, takrat pa ga primamo za ravtkov prijem, oziroma če se oseba ne odziva, naredimo ravtkov prijem in ga potegnemo iz vozila in ga potegnemo na varno. Čim prej naj privabi okolico, da sodelujejo, ker dva bova več rešila, kakor en sam. In če smo pa trije, pa enega zaposlimo, da pokliče na številko 112, razloži, kaj se je zgodilo, kje se je zgodilo, in mi dva pa pristopava k temu poškodovancu. Ja, fajn je, da ste ob cesti, nam pomahate, da ko se približujemo, da vemo, kje se je dogodek naredil, ni pa fajn, da skačete na cesto, seveda tudi zaradi lastne varnosti oziroma naše varnosti. Če je pa to odcep, nekje na poljskih poteh, je pa fajn, da pride, če na razcepišče nekdo, da nam pomaha, v katero smer je treba iti. Tudi naše Garmin naprave nas lahko zavedajo in peljejo v drugo smer. Ko kličeš na 112, mimogrede, ta številka je dosegljiva tudi tam, kjer ni vašega omrežja. V glavnem, se najprej predstaviš, poveš, kaj se je zgodilo, kje se je zgodilo, točen naslov, koliko je poškodovancev in če je še kakšna nevarnost. Pa ohraniti mirno kri. In kot rečemo vsakič, upam, da čim manjkrat, še raje nikoli, če že kdaj je pa fajn vedeti, kaj lahko, Pa varno za volanom, oziroma tudi za volanco.